Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, premier Golob baje ni več na bolniški, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Prešernov trg letos krasi 20 metrov visoka smreka, ki so jo poimenovali Tina. Po premierjevi poklicno-zasebni spremljevalki, ki je tudi soprižgala praznično osvetlitev. Očitno se je Golob dokončno odločil, da se bo iz kilavega premierja prelevil v tretjerazrednega diktatorja, ker kdo drug bi novoletno smreko poimenoval po svoji baby, svojo Instagram starleto pa povzdignil v status nekakšne Evite Peron, Golob. Kot da smo Južna Amerika na prelomu prejšnjega stoletja. Edino vprašanje torej ostaja, kdo bo Tino na koncu podrl. Bo to kar Zoran Janković? Sedaj pa se lotimo 51. oddaje pravljične 7. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali Božiček Golob, katere Golobove praznične želje se bodo uresničile. Golob je nedavno na vrhu gospodarstva napovedal davčno reformo in dodal, da si želi obuditve socialnega dialoga in zmanjšanja birokracije. Sedaj je finančni minister napovedal nov krizni davek za podjetja. Kaj od tega si Golob resnično želi in kaj se mu bo uresničilo, nam bosta povedala naša stalna komentatorja. Magister Bernard Brščič in Marko Pavlišič. Bernard, Marko, toplo pozdravljena v Faktorju. Dobro večer. Bernard, od strani predsednika vlade smo bili navajeni drugačnega besednjaka. Govoril je, da bojo vladali 24 let, govoril je, mi bomo naredili to, mi bomo naredili ono, smo naredili to, smo naredili ono. Zdaj, odkar je prišel z bolniške, po operaciji je začel uporabljati drugačen besednjak. Zdaj govori o nekih željah, želi si to, želi si ono. Kaj misliš, da je povzročilo to spremembo pri predsedniku vlade in katera verzija Goloba se ti zdi bolj pristna? Jaz mislim, da je ta vlada popolnoma brez koncepta, da se predsednik vlade obnaša kot kokoš, ki so ji odsekali glavo in teka levo, desno, brez kakršnega koli premisleka. En dan govori o tem, da kako je potrebno krepiti socialno državo, povečati vlogo v gospodarstvu, drug dan potem, da je potrebno zmanjšati birokracijo. Spomni se obetov pred vrhom koalicije pred 3 tedni, ko so napovedovali, oziroma on, predlog o spremembi zakona o vladi, zmanjšanje števila ministrstev zgolj na 8. Skratka, popolnoma šizofrena, brezkonceptna politika, usmerjena zgolj na njegov osebni dolce far niente, na uživanje s to svojo, da ne bom tožen, priležnico, spremljevalko, kot ti praviš, Tino Gaber. Dejansko gre pa za popolno profanizacijo politike, tako farsične politike, kot jo imamo pod Golobovo vlado, jaz moram reči, da ne pomnim, pri čemer zgledi niso bili prav dobri, ne Alenka Bratušek, ne Marjan Šarec, tudi Miro Cerar niso bili zgledi resne politike, ampak to, kar izkušamo v zadnjih 2 letih, je pa, mislim, človek se lahko samo pokriža. Ja, verjetno res. Marko, zdaj, Golob, ko je prihajal, so ga napovedovali kot človeka iz gospodarstva, se pravi gospodarstvenika, ki razume gospodarsko pobudo, ki razume biznis in tako naprej. Zdaj, po dobrem letu pa pol vladanja, kako ga ti ta trenutek ocenjuješ? Zdaj, verjetno smo Slovenci zelo radi slišali in bi si radi videli nekega premiera, ki bi imel res dobre izkušnje iz gospodarstva, kjer bi pokazal, česa je sposoben in da je sposoben narediti kaj dobrega, tudi ne samo zase, ampak za širšo družbo. Tako da so šli v to vrsten PR pred samimi volitvami in to vrstno kampanjo ni presenetljivo. Je nekako več ali manj pričakovano.
pa po pravici povedano, glede na to, da izhaja iz podjetja, ker prej je bil pač direktor GEN-I-ja, sem tudi sam pričakoval, da bo imel več stika z gospodarstvom, ne? Vendar se je to relativno hitro izkazalo, da v resnici ni imel prav veliko tega stika, ne? Ker že ko je komentiral posamezne ukrepe že leto nazaj, ne, se je pokazalo, da v bistvu ne razume prav dobro, kaj tukaj pomeni gospodarstvo, kaj pomenijo davki za gospodarstvo in kako je treba na tem področju delovati. Ne nazadnje, tako da zdaj ta zadnji zaplet z gospodarstvom, ki se je zelo jasno postavilo proti temu, kar izvaja ta vlada, ne, je to vse skupaj samo potrdila. Seveda je gospod Golob kot, rečemo, vešč javnega nastopanja tukaj štartov z novimi obljubami. Zaveda se, da če bo koga povabil na pogovor, bojo te ne nazadnje nekako morali priti in bodo prišli, ne. Vprašanje pa, kakšni bojo razpleti teh pogovorov, ne. Jaz si prav veliko tukaj ne obetam od tega pogovora z gospodarstvom, razen da bo spet, bo neko veliko obljub, ampak spomnimo, obljubil je tudi že marsikaj sodnikom, obljubil je, da se bojo v zdravstvu zadeve uredile, obljubil je ne nazadnje, da bo nehal obljubljati, ne, ampak bo rekel, vse to je rezultiralo v tem, da imamo samo čedalje več obljub, nobenega rezultata, ne. Tako da te napovedi, da bojo po novem letu se začeli pogovarjati o davčni reformi, ne. Ja, verjetno se bodo res lahko začeli pogovarjati, to pa tudi vse, kar se bo zgodilo. Je pa res, da preden so se začeli pogovarjati, so pa dvignili davek na dohodek podjetij, ne. So odpravili znižanje dohodnine, ne, se pravi razbremenitev delne plač, tako da, bom rekel, obljublja eno, dela drugo in tukaj si prav veliko gospodarstvo od njega ne more pričakovati, ne, in to, da je bil, recimo, da se je sam označil kot gospodarstvenik, ne, je, bom rekel, prej ko slej lastna hvala, no. Ja. Bernard, če gremo zdaj po vrsti po teh božičnih željah, prazničnih željah predsednika vlade, ne, najprej je rekel, da si želi obuditve socialnega dialoga in da sam verjame v dialog. Zdaj, kolikor ga mi poznamo iz tega, ne, kako upravlja svojo funkcijo, človek težko reče, da Golob verjame v dialog. Jaz ga ne pojmujem kot človeka dialoga, tudi ta opevani socialni dialog poteka tako, da praktično morajo Gospodarska zbornica, Združenje delodajalcev, Obrtna zbornica pojesti ves drek od sindikatov in skrajne levice. Dejansko ne gre za noben dialog, ampak za diktat levičarjev. Ekonomsko politiko te vlade vodi dobesedno poblaznela levica. Se pravi, žali Bog, je pa gospodarstvo tu zelo pasivno. Jaz moram reči, da sem šokiran, kako mirno spremlja Gospodarska zbornica, Združenje delodajalcev, Obrtna zbornica te socialistične ukrepe. Nenazadnje ta famozni Meščev zakon o štempljanju je dobil imprimatur na ekonomsko-socialnem svetu. Tudi odzivi gospodarstva so izredno mlahavi, ob tem, ko so dvignili recimo davek od dohodka pravnih oseb iz 19 na 22%. Ideje so še za 2 odstotne točke dvigniti, potem recimo zdaj je v proceduri zakon, ki bo obremenil dodatno gospodarstvo z bolniškami, da se bo skrajšalo iz 20 na 30 dni obremenitev dela. Skratka, ne gre za noben dialog, ampak mu ekonomsko politiko niti ne vodi ne sam, ne minister za finance Boštjančič, ampak to vodijo sindikati, stranka Levica s svojimi ludističnimi predlogi. Rezultati so pa tukaj. Rezultat je pa, če si pogledal analizo Fiskalnega sveta, ki moram priznati, da je ena redkih institucij, ki opozarja glasno, pa nima odziva v
v tem norem medijskem prostoru opozarjajo na popolnoma zablodelo fiskalno politiko. Se pravi, da v času, ko bi morala biti proticiklična, je ekspanzivno prociklična, beležimo skoraj 4-odstotni proračunski primanjkljaj. Letos bomo minus v državni blagajni zelo blizu 2 milijard evrov v razmerah, ko bi morali stabilizirati fiskalno politiko, se troši na veliko. Seveda je Golob dolžen tem svojim podrepnikom, se pravi tem nevladnim organizacijam, zanje najde stotine milijonov evrov, za servilno RTV Slovenija se je takoj našlo 10 milijonov evrov in posledica je pa fiskalni deficit, ki je eksplodiral in pa seveda jasno visoka inflacija. Ta prociklična fiskalna politika ima katastrofalne inflacijske posledice, ki mu jo sicer frizirajo mediji, govorijo o najnižji inflaciji v zadnjih 2 letih v višini 4,9%, ampak zamolčijo pa pomembno dejstvo, da je povprečna inflacija v evrskem območju samo 2,4%, se pravi, da ima Slovenija dvakratnik inflacije v evroobmočju, skratka izjemno pogubna fiskalna politika, ampak bolje so pomembne neke smreke, podiranje smrek, tin in tako naprej, kot si sam postuliral v svojem uvodnem govoru, namesto da bi se pogovarjali o stvarnih problemih te države, ki je gotovo fiskalna politika, ki je pod to vlado dobesedno iztirila. Ja, predlagam, da si vzamemo krajši premor, ampak ne nam iti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, česa si v resnici želi Golob. Ostanite. Ponovno pozdravljeni, z nami sta še vedno Bernard Brščič in Marko Pavlišič. Pogovarjamo pa se o tem, katera od prazničnih želja se bo premierju Golobu uresničila. Marko, če nadaljujemo tam, kjer smo končali, predno smo si vzeli krajši premor, Bernard pravi, da ga čudi, da je gospodarstvo tako mirno, benevolentno spremlja to, kar se dogaja. Videli smo, tudi sami poudarjajo, ne bomo pozivali ljudi na ulice, ampak vendarle, česa si po tvoje obeta biznis pri nas, da v bistvu tem premišljanjem Goloba, vsem tem nekim eskapadam, enkrat v to, enkrat v drugo smer, pač na nek način še vedno drži štango, če lahko uporabim ta izraz. Jaz ne bi označil, da v bistvu držiš štango, čeprav se strinjam z oceno, da ni videti tukaj nekega res zelo močnega odziva, ampak nekako ni v naravi gospodarstvenikov, da bodo šli na kolesa in na ulice in, bo rekel, protestirali, zato ker ne nazadnje vprašanje, če bi tudi dobili ustrezno podporo. Tako da, bo rekel, na nek način jih razumem v tem, oni lahko opozarjajo in to opozarjajo, kaj ocenjujejo, da je narobe, da bi bilo potrebno narediti, to naredijo tudi na dokaj, recimo, odločen način. Zdaj, ja, ni pa to, bo rekel, nivo, ki smo ga videli recimo v času prejšnje vlade, kar se je dogajalo na ulicah in na trgih, ker si enostavno resni gospodarstveniki tega ne morejo privoščiti, ne nazadnje zaradi tega, ker morajo delati. Oni morajo svoj denar zaslužiti s svojim delom in enostavno se s tem nimajo časa ukvarjati in vprašanje, kakšen, tudi če se bi, kakšen razplet bi sploh lahko pričakovali. Tako da jaz si jih iz tega vidika popolnoma razumem. Če se pa vrnem nazaj na Golobove želje, jaz se ob tem spomnim, šune želje, želim si mir na svetu, ko vemo vsi, da komu to pripade, na katerih tekmovanjih se ponavadi to uporabi, ampak mi nimamo
predsednika vlade zato, da bo izrazil svoje želje. Mi imamo predsednika vlade zato, da v bistvu vlada, da usmerja politiko države v neko smer in to v smer, ki bo šla v dobro vseh nas. Ne? In tega tukaj enostavno ni videti. To, kar je gospod Brščič omenil glede fiskalnega sveta, se močno strinjam in hvala Bogu, da imamo takšne inštitucije v državi, ki poleg gospodarstva in še koga opozarjajo na to, ampak enostavno vse to zgleda naleti na gluha ušesa, gospod Golob pa pač gre iz obljube v obljubo, ne? In ne vem še, kdo mu sploh karkoli tukaj verjame, ne? In to je čedalje večji naš problem, ne? Ker tisti trenutek, ko pa imamo predsednika vlade, ki mu pač nobene verjame, ne nazadnje, če se spomnimo, kaj se je dogajalo nedolgo nazaj v državnem zboru, ima sedaj že probleme tudi s svojimi poslanci, ne? Se pravi, tudi oni ne verjamajo očitno prav veliko, tako da ne vem, kam se to skupaj pelje, ne? Ja. Zdaj, Bernard, predsednik vlade je gospodarstvu med drugim na nedavnem vrhu gospodarstva obljubil tudi izhodišča davčne reforme v prvem četrtletju naslednjega leta. Vemo, kako je z obljubami predsednika vlade, tudi sam pravi, da pač on kar te ideje strela v javnost, pa si potem premisli in je začuden, če kakšno pograbijo njegovi podrejeni, pa začnejo na njej delati, ne? Ampak recimo, da je res to, kar je obljubil, se pravi, da bo pripravil oziroma vlada nekaj izhodišča davčne reforme v prvem četrtletju naslednjega leta. Kakšna misliš, da bo ta davčna reforma glede na ekonomsko stanje, v kakršnem smo in v katerem si ti govoril v prvem delu oddaje? Davčna reforma glede na avtorja bo katastrofa, se pravi zvišanje davkov. Dejansko ta vlada, poglej, prva stvar je, da so dvignili davke na oddajanje nepremičnin, želijo dvigniti davek od dohodka pravnih oseb, skratka, korporacijske davke dvigovati, v obtoku je ideja o dvigu davka na dodano vrednost za odstotno točko, skratka, miselnost te vlade je res levakarstvo prvega reda, da je pot v lepšo prihodnost tlakovana z višjimi davki. Dejansko pa temu ne gre tako, obstajajo omejitve, da dvigovanje mejnih davčnih stopenj, recimo dohodninske, pripelje zgolj do tega, da se bojo ljudje začeli glasovati z nogami in dejansko delati manj, se najbolj sposobni izseljevati. Dejansko, če pogledaš, je v obdobju te vlade se poslovno okolje izrazito poslabšalo. Imamo opravka z popolnoma podivjano fiskalno politiko. Poglej, pred 5 leti je bila raven odhodkov proračuna 11 milijard evrov. Danes smo tako rekoč na dobrih 15 milijardah, v letu 2024 bomo na 16 milijardah. Skratka, tu je neka filozofija, da je potrebno trošiti in da če ne moramo imeti proračunskega deficita zaradi tega, ker se postkoronsko vrača 3-odstotna omejitev strani Evropske komisije, se pravi ponovna implementacija maastrichtskih pravil glede fiskalne politike, ja, bomo pa davčni vijak privili. Namesto, da bi se zavedali, da to ni njihov denar, da to je denar ukraden davkoplačevalcem in da bi morali s tresočo roko presojati na Ministrstvu za finance, kam gre ta denar. Ne pa, da se kar takole po 450 milijonov evrov namenja brez kakršnih neke fiktivne razpise za nevladne organizacije, da se daje denar za RTV Slovenija, skratka, troši se, kot da jutrišnjega dne ne bo. Jaz sem prepričan, da je potrebno spremeniti mentaliteto. In sicer, da namesto, da se dvigujejo davki, da je potrebno zmanjšati državno potrošnjo in da je bila njegova napoved
v smeri vitke države seveda pravilna, da za Slovenijo res ne potrebujemo več kot 8 do 10 ministrstev, tudi ideja o debirokratizaciji, ampak pri taki šizofreni politiki, ko je en dan 18 ministrstev, drug dan 8, tretji dan 10, skratka, popolna odsotnost nekega premisleka, dejansko ne veš, kaj ta Golob pravzaprav ima, kakšno ekonomsko ideologijo, kakšen program ima. Žali Bog je ekipirana vlada tudi z izjemno šibkim ministrom za finance, ki v bistvu samo išče, kje bo napraskal denar, medtem ko je pa mentaliteta, po mojem, glavni problem v tem, da je pot v lepšo prihodnost tlakovana z višjo državno porabo, namesto ravno obratno, da je potrebno javno porabo radikalno omejiti. Ja. Zdaj, Marko, ti si rekel, premierja imamo zato, da pelje državo v neko določeno smer, ne zato, da si želi, kaj bi se zgodilo, ne? Ampak vendarle rekel je tudi, kot je opozoril Bernard, da si želi debirokratizacije, ne? Ampak ne vem, kako gremo v debirokratizacijo, recimo z tem zakonom o obveznem evidentiranju delovnega časa. Je pa res, da je ravno včeraj premier obljubil, da bodo tudi ta zakon debirokratizirali. Tako da zdaj nas mora biti strah te debirokratizacije, Marko. Verjetno nas mora biti to vsaj toliko strah kot davčne reforme. Nenazadnje, jaz sem ta teden dobil tudi tisto odločbo, da sem zdaj po novem zavarovan za dolgotrajno oskrbo. V neko 4 strani neke pravne latovščine, ki v resnici mi pove sem to, da po zakonu sem pač zavarovan in to je to. In to je recimo en izkaz te birokratske miselnosti v državni upravi, kjer se v bistvu niti ne vpraša, a ima to sploh kakršenkoli namen in s tem karkoli sploh sporočijo ljudem, samo oni morajo pač nek papir dati od sebe, da pač pokažejo, da delajo. Tudi to, recimo štempljanje, čeprav tukaj smo malenkost zelo namerni, v resnici gre za, so uvedli za vsa podjetja, da je treba več podatkov beležiti, za nekatere pa pač obvezno elektronsko štempljanje. Ampak ja, tudi to je nek dodaten birokratski ukrep, ki ga sedaj rešujejo za tem, da bojo iskali vedno nove in nove izjeme, da bojo te, kjer se nekako pokaže, da to vseeno ni življenjsko, da bo probali to urediti, in to bo rezultiralo v tem, da bomo imeli namesto enega jasnega zakona, bomo imeli en jasen zakon, pa še enih 20 drugih izjem, in ki bojo recimo še po drugih zakonih, tako kot je recimo za visokošolske učitelje, kar definitivno ne pripomore k temu, da bi bila ta naš birokratski aparat oziroma zakonodajni okvir, da bi bil enostavnejši in bi omogočal ljudem enostavnejše delo. Ko je bilo prej govora o tem, kakšna bo davčna reforma, jaz si upam napovedati, da bojo se znova spomnili na davek na sladke pijače. To je davek, ki se nekako lepo sliši, ker poleg tega, da prinaša nekaj denarja, se sliši še, da je recimo dober za zdravje. To bojo verjetno se spomnili. V nepremičninski davek verjetno ne bodo šli, davek na premoženje pa je relativno težko vesti, da to bojo verjetno pozabili, kar pomeni, da nam ostane bodisi višji DDV, bodisi višja dohodnina, verjetno bodo šli pa v to, da bi recimo povišali prispevke pri normiranih SP-jih, se pravi, da bi dodatno obdavčili še recimo prekerce in podobno. In to je verjetno edina davčna reforma, ki jo lahko nekako te vlade pričakujemo v naslednjem času. Ja, zdaj, Bernard, predsednik vlade strmoglav na lestvicah merjenja priljubljenosti, tudi v bistvu vlada ima rekordno nizko podporo, njegova stranka ima rekordno nizko podporo, Mislim, da je Golob zadnji na lestvici, Luka Mesec, ki ga je en teden nadomeščal, pa pred zadnji. Zdaj, v teh razmerah, kaj še sploh lahko vlada po tvoje stori,
glede na to nizko zaupanje javnosti, ki je že ta hip in ki se verjetno s temi potezami, kot jih zdaj slišimo oziroma komentiramo, ne povečuje. Ne? Jaz mislim, da je on odpisan, past tense, Golob prečrtan. Zdaj samo vprašanje, kako dolgo se lahko prevleče. Pravzaprav je presenetljivo glede na to, kakšne poteze vleče, da so ga te sile iz ozadja tolerirale do decembra 2023. Vendar je treba vedeti, da je še do volitev sicer 2 leti in pol, ne? Ampak praktično ta levičarska vlada potrebuje resen preobrat. In najbolj elegantno bi se ta preobrat dosegel z zamenjavo predsednika vlade. To s tem pridobijo približno leto dni. V bistvu se lahko potem rekonstruirajo. Mislim pa, da bo 2 leti pa pol pa gospod Golob s takim načinom dela, kot ga je izkazal v zadnjem letu in pol, zelo težko prevlekel. Res je sicer, da imamo tako politično ureditev, ki je pravzaprav zelo težko prideti ali do predčasnih volitev ali do bom rekel, neprostovoljne v tej zlasti sestavi, ker dejstvo je, da ima on najbolj stabilno vlado v zadnjih tako rekoč 30 letih, kar se tiče sestave v državnem zboru, in je to še toliko bolj presenetljivo, da ob taki politični moči, kot jo uživa v državnem zboru, je tako zabludela politika. Tako da verjetno bo njegova novoletna želja ta, da bi ostal premier še v letu 2024, kar pa mislim, da bo zelo težko in da se pripravlja scenarij njegovega zlatega padala. Govori se o tem, da bo postal morda novi komisar po konstituiranju Evropskega parlamenta, se pravi, govorimo o jeseni 2024. To je tudi moja točkovna napoved, se pravi, da morda večino leta 2024 utegne še prevleči, ampak da bo dobil skratka ponudbo, ki je ne bo mogel zavrniti, in da bo Levica potem z novim predsednikom vlade skušala dokončati mandat. Sam pa ne verjamem v možnost predčasnih volitev. Ja, zdaj Marko, nekateri vidni člani koalicije, ne, pa tudi vlade Roberta Goloba pravijo, da ga bo odnesla pač ta postopek, ki je bil sprožen pred Komisijo za preprečevanje korupcije. To bi se naj zgodilo že januarja, čeprav vemo, ne, KPK pri nas bolj počasi dela, ampak mogoče se bo zdaj posebej potrudil. Ti imaš nekaj izkušenj s tem, ne? Bil si poslanec Državljanske liste, ko je pač v bistvu poročilo Komisije za preprečevanje korupcije takratne odneslo takratno vlado Janeza Janše, vemo, tisto premoženjsko stanje predsednikov političnih strank. Pa me zdaj zanima v aktualni situaciji, misliš, da lahko nek postopek KPK, neke ugotovitve KPK odnesejo Goloba z oblasti? Mislim, da je bil takrat točno 6. januar, ko je se nekaj takega zgodilo. Ja, 6. januarska diktatura in 6. januar je priljubljen datum. Ne? Jaz mislim, da je od tistih časov do danes KPK izgubila kar precej svojega pomena in ugleda, če ga je sploh kadarkoli imela. Da takrat so inštitucije imele bistveno večjo veljavo v državi, kot jo imajo danes. Danes mislim, da neka ugotovitev KPK-ja bo zelo težko imela takšen vpliv, sploh če tega akter ne bo, recimo, če ne prizna in če jo vehementno zavrne. Ne nazadnje tudi, kar se je dogajalo po odločbah sodišča, se je izkazalo, da tudi odločbe prvostopenjskega pa drugostopenjskega sodišča
da imajo že kar zelo, da je treba jih vzeti zelo, bo rekel, previdno in pod vprašajem in da morda šele končno je dejansko potrebno počakati, da še Ustavno sodišče in morda celo Evropsko sodišče o človekovih pravicah izreče zadnjo besedo, da temu damo lahko neko težo. Tako da jaz tukaj ne bi stavil na to, da lahko Goloba odnese KPK, razen če se to uspejo nekako zmeniti tudi z njim, ne, pa to potem nekako uporabijo kot izgovor za to, da se je pač to potem tako odločil, ne, v smislu, ja, KPK je to ugotovilo, jaz priznavam to inštitucijo, zato se bom umaknil, dokler se to ne razčisti, ne. Potem se pač ne bo nič razčistilo, ampak bo pa s tem nekako bil uspešno zamenjan. To bi bil eden od scenarijev. Vendar mislim, da bodo vsi te scenariji nekako predpostavljajo, da se je potrebno to z njim zmeniti, ne. Osebno močno dvomim v to, da se bi dalo to z njim karkoli zmeniti. On je pokazal, da zelo uživa na tem mestu, pokazal je, da nekako želi biti v te, bo rekel, glavni, ne, da želi biti v svoji luči, ne, in mislim, da bo na tak sporazumen način, da ne bo šlo, da če bo potrebno, ga bojo morali nekako odnesti ven, ne. Kar pa v našem sistemu mislim, da prav kmalu se ne bo zgodilo, ne. Je pa res, da po nekih recimo analizah oziroma po nekih predvidevanjih pa neka šibka vlada marsikomu v tej državi dejansko ustreza, ne. Namreč, če je šibka vlada, potem ne vlada, ampak vlada nekdo drug in to tem marsikomu to ustreza. Tako da tudi tukaj lahko iščemo nekako vzroke, zakaj lahko Golob ne nazadnje dočaka konec mandata. Ja. Čeprav, če mene vprašaš, Marko, imamo šibko vlado že ta hip, ne. Ima sicer močno večino v državnem zboru, ampak to je tudi vse, kar ima, ne. Ker že kozmični dež, kot vidimo, jim lahko ponagaja in se ta večina razblini. Zdaj, Bernard, govorimo dosti o tem, ne, da pač premier si premišlja oziroma ne izpolnjuje obljub, ne. Ampak vendarle, ne, pred časom je obljubil sodnikom in tožilcem 600 evrov, zdaj so menda našli nek denar, ne čist 600, ampak nekaj več kot 500 evrov po glavi za sodnika. Pa me zdaj zanima, zakaj misliš, da se je ta denar zdaj našel, ko vemo, da po poplavah, kolikor ni denarja v Sloveniji več za nič, a si poskuša tudi na ta način premier Golob zavarovati hrbet, ne, da ne bi po sodni poti pač izgubil stolček. Ja, gotovo. On ima neke gremije, ki jim je dolžan preventivno, gotovo sodništvo, sam bi verjetno bil oziroma bo morda celo kdaj predmet sodne obravnave za svoje rabote v GEN-I-ju in sistem kupuje seveda tudi naklonjenost. Mene je presenetilo na začetku leta, s kakšno lahkotnostjo in s kakšnim, mislim, odkot njemu pooblastila, da obljublja nekaj, kar je nezakonito in potem traja do konca leta, da so na Ministrstvu za pravosodje našli pravni naslov za to, čeravno je po mojem v popolnem nasprotju zakonom o plači v javnem sektorju in eklatantna kršitev, ampak dobro, pustimo to. Dejansko jaz mislim, da še 2 leti pa pol s takim načinom vladanja, mislim, narava ne prenese skokov in družbeni sistemi razpadajo, Slovenija tone gospodarsko in mislim, da dejansko tudi te kolovodje levice se zavedajo, da bo Golob, moraš vse jemati v kontekstu leta 2025, ko bodo volitve in golobovanje napoveduje popolno katastrofo. Dejansko vsi družbeni podsistemi, šolstvo, sodstvo, zdravstvo, potem razsulo v javnih financah, upoštevati je treba tudi globalne dejavnike, da energetsko krizo ne nazadnje, vse kaže dol in
je treba vendarle to upoštevati. Res je sicer, da tehnično je njega zelo težko odstraniti, ne? Ampak če dobi ponudbo, ki je ne bo mogel zavrniti in zraven še na mizo mapo z stvarmi, o katerih ne bi tu razpravljali, bo po mojem jasna odločitev, da bo šlo za sporazumno odstop, pri čemer je pa seveda velik problem dobiti kredibilno nadomestitev. Te imena, ki krožijo, človek se samo drži za glavo od Jankovića, Bratuškove, skratka, vse to smo že videli, tako da je po mojem to za te stratege tranzicijske levice trenutno glavni problem, koga, da jih bo rešil pred polomom leta 2025. Zdaj, Marko Golob je rekel nedolgo nazaj, da Janša ne bo videl tega filma, da bi on odstopil, ampak zdaj mogoče ga vseeno Janša vidi ta film. Zdaj, kdo bi po tvoje moral napisati scenarij za ta film, Marko, zato da ga bo Janša videl? Namreč scenarij za film o Golobovem odstopu. Če se spomnimo zadnji 3 primeri, se pravi gospa Bratušek, gospod Cerar in gospod Šarec, mislim, da so vsi oni sami odstopili. Ja, drži. Zdaj, Janša je bil še na koncu, on ni, ampak okej. Ja, no, ampak te, ki jim nekako sodijo v ta kontekst Goloba, so pa vsi. Tako da, po mojem, druge variante, kot da sam odstopi, tukaj ne bo, ni nekako za pričakovati. Zdaj, ali mu tu lahko ponudijo napiše tak scenarij z nekim takim zlatim padalom, da ga bo uspel sprejeti ali ne, to bomo videli, ampak v končni fazi ni vse samo od njega odvisno. Tukaj za recimo predčasen mandat se morajo nekako odločiti tudi poslanci, da nekako izglasujejo, da tega več ni in da pred tem zaprejo svojo zgodbo, kar pa tudi ne bo čisto tako trivialno. In poleg tega je pa še največji problem, kdo naj ga pa zamenja. Saj jaz verjamem, da kandidatov je kar nekaj, ampak to zgodbo je potem vseeno potrebno ljudem prodati na nek način, da bojo to razumeli, ker sicer bo pa na naslednjih volitvah premočno zmagal Janša, kar si pa verjetno vsi ti akterji, ki bi pisali ta scenarij, nekako ne želijo, tako da morajo pomisliti tudi na ta scenarij. Ne nazadnje, mislim, da so se na primeru Šarca že marsikaj naučili. In če si kdorkoli misli, da se to ne more ponoviti, ne, ponavadi lahko se vse zgodi. Ja. Bomo videli, katera praznična želja se bo premijeru Golobu uresničila in kateri od 3 mož obdarovalcev mu jo bo uresničil. Za danes pa magister Bernard Bršič, Marko Poliščič, najljubša hvala za vajine komentarje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil v tem, česa si v resnici želi Golob, že 959. faktor na TV3. Gledajte našo oddajo tudi ta konec tedna, mi pa se v živo spet vidimo v ponedeljek, ko bomo komentirali, zakaj je zmaga samo začetek, priročnik Boruta Pahorja za politične in druge začetnike. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.